Dobrodošli v moji družbi, moje ime je Lili in znova se bomo pogovarjali o letu 2022. Če še niste si ogledali zadnjih 2 oddaj, vabljeni na moj YouTube kanal. V prvi oddaji smo se posvetili ciljem, željam, skupaj smo jih pisali, si pošiljali podporo. V drugi oddaji smo se posvetili pa izzivom leta 2022, kaj je vse tisto, kar nam bo sam seštevek leta 6, pa samo mojstrsko število 22 prineslo, kaj je tisto, na kar se kar najmočneje pripraviti, kaj je tisto, kar bi bilo lahko najbolj negativno, na kar lahko računamo. Torej, zadnji 2 oddaji ste se posvečali tako pozitivnemu kot negativnemu aspektu 2022. Zdaj pa bomo pogledali malo bolj na splošno, kaj pravzaprav se nam obeta v letu pred nami. Po eni strani stopamo v zelo plodno energijo, kar je dobra novica, glede na to, da zadnjih nekaj let je bilo zelo nihajočih, zdelo se je, da kar z roko zgradimo, z drugo roko poderemo. Dovzdevalo se je, da nič ni trajnega, da stvari razpadajo, da stvari zelo nihajo. No, dobra novica je, da to bo popustilo. Vaše najbolj tako pogosto vprašanje je, ali bo mir? Ne, to pa ne bo. Govorimo o obdobju, ki je zelo čustveno. Če imate kakšno vprašanje, kot vedno vabljeni tudi, da mi ga posredujete na e-mail ls@lili-sorum.com. Torej, leto 2022 bo obdobje, ki bo bolj čustveno, bolj usmerjeno v odnose, v ljubezen do sebe, v sprejemanje sebe. Če pogledamo število 6 kot seštevek, je število, ki označuje ženstveno energijo. Se pravi, kaj vse pa mi dojemamo kot ženstveno, kot lepo, kot sprejemanje? Kaj sploh je definicija ženske? Za marsikoga je to tudi nesposobnost bočnega parkiranja. Za marsikoga je to manekenka. Za marsikoga je to mama, kuhanje, dom, domačnost. Definicije so različne, tako kot smo si različni mi, in ravno ta raznolikost se bo pokazala v naslednjem letu. Ker govorimo o plodnem obdobju, o neki rodovitni skorajda energiji, pa bi se želela dotakniti definicije besede manifestiranje. Cilje smo postavljali v eni oddaji nazaj, pa izzive smo se tudi že pogledali. Torej, kakšno pa je okolje, ki ga vi darujete, oblikujete, imate? Veste, želja ni dovolj. To, da si nekaj želimo, pa da se za to trudimo, velikokrat ni dovolj. In v naslednjem letu nam bo življenje pokazalo, kako zelo pomembno je okolje, v katerem smo. In to ne morem mimo okolja naše matere Zemlje, ki je največja mama pravzaprav. Pravi, kakšen odnos imamo mi do narave? Kakšen odnos imamo do biti, s katerimi si delimo ta svet? Pa naj gre za živalice, naj gre za rastline. Kako zelo jih dojemamo kot drugorazredne? Če pogledamo, stara ljudstva niso tako delovala, niso tako ravnala, niso tako občutila. Vsa stara ljudstva, pa ne govorimo o Indijancih, ne govorimo o afriških plemenih, o avstralskih plemenih, kjerkoli, vse povsod. Vsa stara ljudstva, ki so bila zelo povezana z naravo, so znala spoštovati vsa bitja. So znala spoštovati naravo in ji niso škodovala. Samo mi, zdaj moderni, civilizirani, celi, močni in pomembni, pa smo malo pozabili, da je narava pravzaprav močnejša od nas. Saj jo lahko ukrotimo, podredimo, pa še kakšen grši izraz bi morda lahko uporabila. Ampak za koliko časa? Če pogledamo, kaj vse se dogaja, potresi, poplave, nevihte, kako zelo se vreme slabša, niha, kako veliko je teh vse močnejših katastrofalnih pojavov. Jaz mislim, da je jasno, da je narava močnejša od nas. In narava ultimativno je okolje, ki nas obdaja. Zato bo moje naslednje vprašanje, kakšne pa je okolje doma, ki vas obdaja? Ali ste doma radi v urejenem, snažnem, mirnem okolju? Ali se bolje počutite v kreativnem kaosu? Ali se bolje počutite v razmetani sobi ali v pospravljeni sobi? In pravzaprav čisti ali umazani sobi? Kajti nekaj je, da imamo stvari nastlane, da morda tako rečem, ker jih vedno znova potrebujemo in morda ne vidimo smisla v tem, da bi jih pospravljali v predale. Drugi sicer prisegajo na bolj japonski stil, se pravi čiste energije, ravne črte, ravne linije, prazno. Ljudje smo si različni. Kje se vi počutite najbolj domače? In kakšno je dejansko okolje, ki vas obdaja? Poglejte zdaj okoli sebe, v kakšnem okolju ste. Pravzaprav me niti ne zanima, ali je pospravljeno ali ne, kajti tudi kaj je pospravljeno in kaj ne, se te definicije razlikujejo. Ali je energija okoli vas čista? Ali je energija okoli vas pretočna? Če še niste, vas spodbujam, da preberete kakšno knjigo o Feng Shuiu. Kako zelo so energijsko nevarni ostri robovi, koti in tako naprej. Kako je prav, da se odpirajo vrata in tako naprej.
cela veda, tisočletja stara veda, ki razlaga vpliv okolja na nas. Zdaj pa, če gremo še en korakec naprej, število 6 smo že večkrat poudarili, da je energija odnosov, ljubezni, sama definicija družine se bo spremenila v naslednjem letu, zato me zanima, kakšno okolje vašemu srčku in vam dajejo odnosi, katerih del ste. Kakšno okolje ustvarjate z odnosi, katerih del ste? V kakšnem okolju sobivate z osebami, s katerimi živite? Ali živalicami, ali rastlinami? Se pravi, kakšna je ta čustvena intenziteta, kakšna je čustvena kvaliteta vašega okolja? Vse to vpliva na nas. Mnogokrat, ko smo del nekega toksičnega odnosa, ko je nekdo do nas sila agresiven, morda celo žaljiv, ko smo v odnosu z nekom, ki manipulira, ki laže, ko smo v odnosu z nekom, ki je čustveni vampir, nekako smo vpeti v energijo preživetja. Torej smo vpeti v energijo tega zdrži, preživi. Šele ko se tak odnos konča, ko se mi odmaknemo, ko čez nekaj časa dojamemo, koliko energije nam ostane, pa kako je fajn, če nihče ne vpije na nas, pa če nihče ni žaljiv do nas, takrat šele po tem potrebnem odmiku vidimo, kako zelo škodljivo je nekaj bilo za nas. Torej v naslednjem letu se bo zelo izkristaliziralo, kateri odnosi, katere situacije in katero okolje je za nas škodljivo. Zato je predvidevati, da bodo vse te, da rečem, slabe stvari, toksične stvari, butnile na plano. In na drugi strani, mi ne bomo več tako zelo ravnodušni. Kajti roko na srce, leto 2021 je bilo pod vplivom števila 5. Ne bom rekla, da nam je bilo vseeno, ampak vseeno smo mnogo bolj lahkotno sprejemali stvari, kot jih bomo v naslednjem letu. Kar je za neke stvari zelo dobra novica, za druge morda malo manj. Kajti možno je, da pa si bomo marsikaj, kar pa ni slabo, jemali k srcu kot negativno. Pravi, lahko se zgodi v naslednjem letu, da vas bo kakšna zelo nedolžna opazka prizadela, lahko se zgodi, da boste morda kakšno lepo besedo vi doživeli kot obljubo večnosti, pa na drugi strani morda zaveza ni bila tako zelo dramatična. Torej, marsikaj bomo doživeli bolj močno, kot v resnici je. In tudi to ima svoj namen. Torej, leto 2022 bo intenzivno, bo močno, bo spotenciralo stvari, bo spotenciralo nas. Kar je fantastična novica. Veste zakaj? Vsi vaši talenti, vsi vaši darovi, vsi vaši doprinosi svetu bodo spotencirani, a ni to fino? In če vi veste, česa si želite, in če vi veste, v čemu ste dobri, in če točno veste, kam si želite priti, boste to energijo znali zajeti in z njo iti. Če pa nimate definiranih ciljev, če ne veste čisto dobro, kam bi šli, če ste del toksičnih odnosov, če ste v toksičnem okolju, bo to seveda težje. Seveda je potem predvidevati na žalost tudi, da vas bodo ti odnosi toliko bolj črpali. Zato bo nek del ljudi v naslednjem letu tudi vse bolj obupovalo. In včasih je tudi to pot ven, ko enostavno ne zmoremo več. Ko enostavno pridemo do tiste točke, ko nam je vse eno, ko rečemo ne morem in spustimo. Pravzaprav, edini napotek za naslednje leto, ki bi ga želela dati, je to, da spuščajmo pričakovanja. Spuščajmo vse, kar nas omejuje, kajti pravzaprav k temu nas je pripravljalo življenje v zadnjih nekaj letih. In spuščajmo vse, kar je toksično. In na vseh področjih življenja je marsikaj, kar počnemo, toksično. Tudi če pogledamo na področju okolja, kaj vse kot človek počnemo, kako zelo onesnažujemo stvarmi, ki so nam vsakdanje. Pa naj gre za elektriko, za izpušne pline ali za smeti, ki jih odvržemo v naravo, ko gremo na sprehod. Torej, kako smo lahko bolj kvaliteten del večje celote, bolj lep del večje celote, kajti število 6, ki je seštevek 2022, pravzaprav simbolizira lepoto in domačnost doma. A veste, tisto energijo, ko prideš, pa je lepo, pa je toplo. Za nekatere so to svečke, pa rožice, pa polštrčki, za nekatere so to domače pečeni piškoti. Vsak ima drugačno definicijo domačnosti. Ampak dogodki naslednjega leta nas želijo popeljati nazaj domov, karkoli ta domov za vas pomeni. Če za vas domov pomeni toksičnost, če za vas domov pomeni kreg,
pomeni pomanjkanje, pomeni agresivna energija, pomeni hladna energija, vas bo življenje nekako povabilo tja nazaj. Ampak vi imate vedno možnost sebe, svoje okolje, svoje odnose, svoje življenje, svoj svet spremeniti. Tudi tisti, ki ste navajeni topline, ljubezni in tudi sicer lepote v življenju, lahko to lepoto delite z drugimi. Torej, če bi zelo splošno povedali, kaj nam prinaša naslednje leto, je pravzaprav veliko lepega. Veliko možnosti, da ustvarjamo lepo, veliko možnosti, da okrepimo sebe v svoji notranjosti in veliko možnosti, da naredimo veliko dobrega za svet okoli sebe. Torej, ne pozabiti, kako zelo pomembno je okolje, v katerem ste, kako zelo pomembno je okolje, ki ga vi ustvarjate in energija, ki jo vi sami oddajate v okolje, kajti ste dragocen del katerega koli odnosa. Ste polovica katerega koli odnosa. Zdaj, tam, kjer ste pa mogoče vi 80%, druga oseba pa samo 20%, pa je za razmisliti, ali sploh še govorimo o odnosu. Tam, kjer ste vi morda 20%, pa je druga oseba 80%, podobno. Se pravi, odnosi bodo zelo na preizkušnji. Sam koncept ljubezni bo na preizkušnji, sam koncept pričakovanj bo zelo na preizkušnji, energija, ki nas obdaja, ponavljam, pa je plodna. Se pravi, vse to, o čemer boste razmišljali, predvsem pa čustvovali, bo imelo energijski odtis. To vsi vemo. Jaz verjamem, da vsi beremo knjige, jaz verjamem, da vsi smo že kdaj prebrali kakšen članek o zakonu privlačnosti, o tem, kako zelo pomembno je, da stvari čutimo, občutimo, ne samo razmišljamo o njih. Jaz verjamem, da teorijo vsi vemo. No, leto 2022 pa bo reklo, poglejmo zdaj to v praksi. Pa da jaz vidim, bo reklo življenje, ali ti to res znaš, ali ti to res veš, oziroma ali ti to res živiš. Torej, najbolj splošen napotek za leto 2022 je, izberite dobro in ljubeče za sebe življenje, ki ga želite dejansko živeti. In pejte ven iz vsega tistega, kar vas omejuje pri tem. Zdaj pa bomo naredili pregled števil življenjske poti od 1 do 9 in bomo pogledali, kaj je tisto, kar morda bo število 2022 postavilo v ospredje za vas. Zato vas vabim, da kar seštejete svoj rojstni datum do ene same cifre, se pravi, toliko časa seštevate številke svojega rojstnega datuma, da dobite eno samo številko. Jaz verjamem, da to že znamo. Verjamem, da smo se v naših oddajah to že naučili, pa vseeno poglejmo še enkrat formulo. Toliko časa seštevajte, pomagajte si s prsti ali pa z mobitelom, da dobite eno samo cifro. Torej, enke. Hitri ste, močni ste, samostojni ste. Seveda bo življenje to preizkušalo, ampak ne na način, kot si morda vi mislite. Življenje ne bo reklo, ali zmoreš še več, kajti življenje ve, da ja, ampak bo reklo, ali zmoreš spustiti. Ali zmoreš prepustiti, da nekdo drug naredi namesto tebe, ker ste zelo samostojni in neodvisni, seveda svojo varnost tam poiščete. Kadarkoli ste pod pritiskom, kadar ste v stiski, greste v to svojo samostojno energijo. Poglejte, kako enka strumno stoji. V letu 2022 bo zelo pomembno, da sicer ste dostojanstveni, strumni in tako naprej, ampak da dopustite tudi, da se za vas poskrbi. Kar je velik izziv za vas, enkice, kaj ne? Število življenjske poti 2. Pred vami je čas, ko pa ravno obratno kot enke je prav, da sprejemate. Se pravi, v dvoje je lepše, v dvoje morda najdemo dvojne rešitve, najdemo drugačno plat zgodbe. Predvidevati je, poglejte, koliko dvojk je v 2022, da se bo vaša zgodba, vaše življenje zavihtelo v povsem drugačni smeri, kot bi si zdaj mislili, ko tele oddaje sledite. Torej, bodite odprti drugačnosti, drugi plati zgodbe in pomagajte tudi svoji okolici prepoznati drugačnost in predvsem drugo plat zgodbe. Ste izvrstni mediatorji, znate razumeti tako ene kot druge. Zdaj pa je pomembno, da znate razumeti tudi tako svojo eno in drugo plat, se pravi tako preteklost kot prihodnost, tisto, kar vam je všeč in tisto, kar ne, in to nekako združite in pejte naprej. Število življenjske poti 3. Pred vami je čas domišljije, pred vami je čas tudi iluzije in pred vami je čas, ko se vam lahko uresničijo otroške sanje. Zelo pomembno je, da znate skomunicirati, če si želite. Poglejte, koliko je barvic okoli tele trojke. Vsak odtenek je pomemben in vi se tega zavedate. Ne pa se preveč oklepati vsakega tega odtenka. Se pravi, če to prevedemo v vsakdanje življenje.
Če tudi morda kak odnos razpade, kakšno prijateljstvo zamre, to ne pomeni, da boste ostali sami. Pomeni, da se je odprl prostor za nova poznanstva, nove povezave, nove navade, nove načine razmišljanja. Torej, pustite vrata odprta za vse novo, kar vam prinaša zdravljenje otroštva, predvsem pa radost vašemu notranjemu otroku. Se pravi, stran od sivih mišk in čim bolj v družbo tistih, ki svet doživljajo v istih barvah kot vi. Število življenjske poti 4. Pred vami je čas, ko boste malo bolj v stabilnih energijah, ampak obenem boste želeli tudi potrditev, da nekam pripadate. Saj smo vsi le ljudje na koncu dneva. Ampak pripadate, poglejte, koliko tenkov je okoli, tudi 4. Pripadate marsikam. Pripadate določeni družini, določeni morda verski izpovedi, spolni usmerjenosti, barvi kože in tako naprej. Definicij imamo, obilo. Katera je tista definicija, ki je za vas najbolj pomembna? Tista definicija bo postavljena v ospredje. Se pravi, to, s čimer se vi enačite, vloga, ki je za vas najbolj ključna v vašem življenju, bo na preizkušnji. To ne pomeni, da počnete nekaj narobe, to pomeni zgolj, da vas želi življenje preveriti, ali se še vedno vidite v dani vlogi na dani način. Se pravi, v ospredju bodo vsi odnosi in v ospredju bodo vaše vsakodnevne navade. Torej, predvidevate je, da vam dolgčas ne bo, občutek morda bo celo, da življenje pritiska na vas, ne tega doživljati kot kritiko, ne tega doživljati kot napad, ampak preprosto kot nek način življenja, ki vam želi pokazati, da je veliko več na voljo, kot se morda vi zavedate. Število življenjske poti 5. Pred vami je malo bolj čustveno leto, pred vami je leto, ko boste stvari doživljali bolj intenzivno, tudi sicer znate biti intenzivni. Poiščite tisto iskrico, ki vam daje občutek domačnosti, karkoli to je. Ste tip človeka, ki potrebuje svobodo, ste tip človeka, ki potrebuje spontanost, ki potrebuje gibanje, ki potrebuje dinamiko. Torej, kako lahko znotraj ustaljenih navad, predvsem pa tistih nalog, pa obveznosti, ki so vam tako zelo dolgočasne, najdete iskrico. Se pravi, preizkušnja, ki bo pred vami, bo kako zanetiti iskrico tam, kjer je zamrla, in po drugi strani, ali ne mara določene navade, odnose, želje, bom temu rekla, je potrebno spustiti. Se pravi, pred vami je tudi leto osvoboditve, po drugi strani pa tudi obdobje, ko boste morda rekli, ok, tukaj se počutim doma in tu bom ostal. Število življenjske poti 6. Pred vami je čas, ki bo zelo čustven, ki bo pa tudi zelo, zelo nagrajujoč. Se pravi, vedno znova ponavljam, da za vami je kar nekaj let, ki so bila zelo, zelo naporna, ki bi bila lahko tudi zelo, zelo boleča. Torej, pred vami je končno leto, ko se boste lažje osredotočili nase, lažje zase sprejemali. Ravno to bo izziv in ravno to bo tudi nagrada. Torej, v ospredju bodo vsi dolgoletni odnosi, predvsem pa odnos vas do sebe in vas do ženstvenosti. Torej, kaj za vas pravzaprav sploh pomeni dom, kaj za vas pravzaprav sploh pomeni energija ženstvenosti in sprejemanja, in ali znate v resnici sprejeti brez občutka krivde. To vam prinaša leto 2022, želi pa vam podariti resnično nekaj lepega, torej 6. Nimate lahkega obdobja za seboj, zato se odprite dobremu v letu, ki prihaja. Število življenjske poti 7. Ta čustvena intenziteta, ki se nam nekako obeta v naslednjem letu, bo za 7 morda nekoliko naporna. Torej, število življenjske poti 7 je nekdo, ki rad razume stvari. Se pravi, 7 je tista, ki rada razmišlja in analizira. Ravno to bo življenje sekalo v naslednjem letu, zato ker vas želi spodbuditi v temu, da občutite. Torej, leto 2022 vam prinaša preko občutkov sporočila, kaj ja, pa kaj ne. Torej, ne toliko preko razuma. Razumem, da si boste želeli ravno z razumom pomagati, ampak včasih. Čustva pravzaprav nikoli ne moremo v resnici razumeti. Lahko razumemo, iz kje izvirajo, ampak čustva, njihov namen ni razum, ni racionalnost, ampak je občutenje. Torej, morda bo pa drugo leto prineslo nek nov način čustvovanja za vas. Predvsem na odnosu pri sebi. Do sebe s seboj. Kako čustvujete sami s seboj. Število življenjske poti 8. Pred vami je čas, ki vam bo postregel z veliko možnosti, priložnosti. Učite se sprejemati, učite se biti bolj nežni.
biti bolj sprejemljivi in biti bolj razumevajoči do sebe. Torej, stopate v leto, ki bo zelo, zelo čustveno obarvano, predvsem na področju vašega odnosa do sebe in tega, kaj vi dojemate kot uspeh. Ali vi sebe dojemate kot uspeh. Ko govorimo o toksičnosti okolja, pa govorimo tudi o izzivih ega, se pravi, kje iščete potrditev, kakšne potrditve si želite, kaj pravzaprav sploh je potrditev po vaše. Kje morda delujete premalo, preveč sebično. Število 8 povezujemo vedno z izzivi ega, pravi, ali znate sprejemati tako duhovno kot materialno, ali znate prepoznati iluzijo, ali znate prepoznati pohlep, ki se lahko zakrinka tudi v nek pravičen namen. Torej, zanimivo leto se vam obeta. In še število življenjske poti 9. Pred vami je čas, ki bo intenziven, ki bo čustven, tako kot ste intenzivni in čustveni tudi vi. Se pravi, načeloma bi se mogli bolje počutiti kot v zadnjih nekaj letih. Predvsem pa je pomembno, da vi izbirate zase, kar pomeni, da boste imeli možnost izbiranja med plevelom in cvetlicami. Torej, morda se boste na trenutke počutili resnično kot pepelka, ampak v življenju nam je vsem kdaj tako. Se pravi, govorimo resnično o neki dvojnosti, ki vas čaka, v neki nasprotujoči si realnosti. Pri vas si bo življenje prav vzelo čas in vam ponudilo tako belo kot črno, vi pa boste izbrali tisto tenek sive vmes. Torej, ne se preveč osredotočiti samo na en ali na drug ekstrem. Kar velja tudi za vse nas. To je bil zaprav pregled od 1 do 9, tudi sicer pa za vse nas velja. Življenje nam bo postreglo z enim in drugim ekstremom. Temu smo bili priče že leta 2021. Torej, ne glede na to, kakšen je naš seštevek rojstnega datuma, za vse nas velja, da v naslednjem letu izbiramo to, kar mi menimo, da je ljubeče, to, kar mi menimo, da je prav, to, kar mi menimo, da smo mi. Torej, če se znajdete v nekih odnosih, v nekih okoljih, ki za vas niso dobri, kako lahko najdete pot ven? Kako lahko najdete pot v drugačno realnost? Kako lahko, ko se bodo te decembrske luči pogasnile in se bomo vrnili k navadnemu življenju nazaj, ki bo morda na trenutke delovalo dolgočasno, bo morda na trenutke delovalo naporno, ali pa nam bo kar naenkrat nekaj odveč, ko se bo ta prazničnost umirila, pomirila, izpohtela, se bomo vrnili k nekemu vsakdanjemu življenju. Kaj je tisto, kar vsak dan izbirate zase? Pa je pravzaprav tisto, čemur dajete moč. Saj so dnevi, pa so rojstni dnevi, pa je božič, pa tako naprej. Ko smo načeloma bolj odprti sprejemanju, ko pričakujemo darila, ko pričakujemo, da se bomo družili s sorodniki, da se bomo imeli fajn, da bomo žurali in tako naprej. Ampak pravzaprav, ali znamo to pričakovati tudi vsak dan, ko ni okraskov, ko ni božičnih lučk, ko ni nekega razloga, da bi pričakovali darila, da bi pričakovali nek žur. Ali resnično potrebujemo praznik, zato da smo praznični, ali ste vi dovolj? Torej, v naslednjem letu bo življenje pritiskalo na vse tiste gumbe, kjer smo mi prepričani, da nismo dovolj. Na vse tiste gumbe, kjer mi sebe ne razumemo, na vse tiste gumbe, kjer mi sebe ne sprejemamo, na vse tiste gumbe, kjer mi sami sebe ne ljubimo. No, in jaz verjamem, da si zdaj le mislite krasno, miru še nekaj časa ne bo. Ne bo. Ampak, po drugi strani, dana pa nam bo priložnost sprejemanja sebe na način, kot nam morda v življenju še ni bila. Zato bodimo hvaležni za vse pretrese, ki nam jih naslednje leto prinaša. In bodimo hvaležni za okolje, v katerem smo. Znova se bom dotaknila teme narave. V končni fazi, enkrat, ko bo zrak preveč onesnažen, enkrat, ko ne bo več pitne vode, enkrat, ko bo premalo hrane in tako naprej, ko bodo tudi morda vremenska nihanja pretežka, bo to velik izziv za življenje. V tem trenutku, vsaj pri nas v Sloveniji, temu še ni tako. Bodimo hvaležni za to deželico, ki je tako zelo lepa, ki ima vse, ima morje, ima gore, ima jame, ima vse. Marsikdaj se zdi, da je tisto tam nekje dalj lepše. A ne? Se veste, kaj pravijo, sosedova trava je ponavadi bolj zelena, ampak v resnici je bolj zelena tista trava, ki jo negujemo. Torej, za vse tiste, ki ste ujeti ali vpeti v odnose, kjer mnogo bolj vi negujete drugo osebo kot sebe, bo leto 2022 leto, v katerem bo življenje rekel, zdaj pa je dovolj, zdaj pa bom pred tebe postavil toliko izzivov, da se boš prisiljen ukvarjati sam s seboj, ne več z drugimi. In obratno, tisti, ki pa morda pričakujejo, da se drugi žrtvujejo za njih, bo podobno življenje rekla, dosti je bilo,
Zdaj pa ti sam sebi daj to, kar pričakuješ, da ti bodo dali drugi. Saj veste, kaj pravijo, dokler ne znamo biti sami seboj, pa sami sebe imeti radi na način, kot bi si želeli, da bi nas imeli radi drugi, težko govorimo o zdravi ljubezni. Težko govorimo o neki notranji izpolnjenosti. In pravzaprav vsa ta intenziteta, v katero stopamo, zaradi mojstrske končnice 2022, torej te 22, nam prinaša preizkušnje našega lastnega strahu, naše lastne preteklosti, izgub razočaranj preteklosti, da bi videli, ne kako zelo grozno je življenje, ampak ravno obratno, kako zelo močni ste, kaj vse ste že dali skozi, ali vas je prizadelo? Verjetno. Morda se v tem trenutku še vedno ne počutite močni. Ampak to ne pomeni, da niste tega preživeli. Morda je treba še kakšne dele pozdraviti, morda jih je treba tudi še preseči, morda je treba na določenih področjih v življenju dozoreti. Pa kaj pol? Prav nihče izmed nas še ni razsvetljen, prav nihče izmed nas še ne sedi na roza oblaku, ne igra harfe in še ne ve vsega. Vsi smo tu, da bi rasli, da bi se razvijali, da bi se učili in da bi se imeli takšni, kot smo, radi. Ampak da bi se imeli takšni, kot smo radi, pa se moramo najprej pogledati v ogledalo, se moramo najprej spoznati. Torej, če bi zajela leto 2022, na morda zelo širok način je, prepoznavajmo sebe, zato da bi se sploh lahko sprejeli, zato da bi se sploh lahko imeli radi in zato da bi lahko našli okolje, ki nas podpira. Kajti, če si morda pomagamo z barvami, če ste rumeni in boste obdani z zeleno barvo, se boste počutili, tukaj je pač rumena, pa plava, pa je ratala zelena. Občutno bolje bi se verjetno počutili pri oranžni barvi in občutno bolje, če bi bili obdani z rumeno barvo. Torej, bolj kot smo obdani z ljudmi, ki imajo ista načela kot mi, ki imajo enake vrednote kot mi, ki delujejo na podoben način kot mi, čustvujejo na podoben način kot mi, ki izražajo svojo naklonjenost, pozornost, ljubezen, hvaležnost na enako način kot mi, bolj se počutimo doma. Res pa je, da če bi bili rumeni in vedno obdani samo z rumeno, bi težko pogruntali, da je mogoče kaj dobrega tudi v oranžni, tudi v zeleni, tudi v vijolični, tudi v vseh drugih barvnih odtenkih. Torej, potrebujemo tudi osebe, ki so nam nasprotne, tudi osebe, ki čustvujejo zelo drugače kot mi, osebe, ki dojemajo življenje zelo drugače kot mi, osebe, ki živijo zelo drugače kot mi, zato da bi se ob njih lahko razvijali in naučili in en od drugega nekako prevzemali tisto, kar je dobro in se preprosto dopolnjevali. Torej, če malo hudomušno pogledamo, kako zelo fajn skupaj pašeta številki 6 in 9, potem veste, kaj hočem povedati. Včasih v lastnem nasprotju najdemo tisto strast, pa tisto iskrico, pa vse to, kar se nam zdi, da nam manjka. Morda vam ne manjka nič, morda vam manjka vse. Bistvo življenja je, da sebe poznamo, da se imamo radi in da potem svoje življenje delimo naprej z drugimi, ne glede na to, katere in kakšne te osebe so. Prav pa je, da zase izbirate kvalitetne osebe. Torej, znova smo pri okolju, znova smo pri odnosih, znova smo na začetku tele oddaje. Leto 2022 bo vsake toliko časa dajalo občutek, da smo spet tam, kjer smo že bili, pa smo že mislili, da smo že predelali, pa da smo dozoreli. Naj vam to ne seže do srca. Veste, vedno se razvijamo takole. Vedno imamo sem ter tja občutek, da tukaj smo pa že bili, to smo pa že delali, to smo pa že doživeli, a že spet. Pa kaj pa? Ja, že spet. Tudi kavo si vsak dan zjutraj skuhamo ali čaj, a ni res. Torej, ne vrčiti puške v koruzo, predvsem pa biti do sebe nežni in predvsem sebe spoznavati, da boste pravilneje ali pa lepše izbirali to spiralo, po kateri se boste dvigovali. Torej, dragi moji, jaz vam želim eno leto 2022, ki bo prineslo tiste poti, ki si jih vi želite in tiste sanje, ki ste se jih vi iz otroštva vam želeli, pa tudi vse tisto, kar potrebujete za to, da bi bili bolj srečni. Zahvaljujem se vam za vašo družbo. V naslednjem tednu se nam bo pridružil Jakob z vašimi vprašanji. Torej, ls@lili-sorum.com je moj e-mail, www.lili-sorum.com pa spletna stran. Se vidimo naslednji teden. Pa, pa!